Hvala lijepa organizatorima na pozivu. Najlepša hvala organizatorjem na vabilu. Čestitam, da vam je uspelo na kup povabiti toliko strokovnjakov z različnih področij. Danes imamo pri zaščiti otrok zelo pomembna dela multidisciplinarnost in sodelovanje med sektorji. Pozdravljam vse kolege, veliko vas poznam, kajti že 2-3 leta zelo veliko sodelujemo s pravosodjem, socialnim delom, zdravstvom in 2-3 leta sem bila veliko pri vas, morda bi lahko celo dobila državljanstvo iz tega naslova. Danes bom govorila o izkušnjah zagrebške poliklinike, pa tudi svetovne situacije. Mi se lahko naučimo in delimo dobre prakse med sabo. Ko govorimo o spolni zlorabi, je pomembno vedeti, da to ni samo spolni odnos, ampak kakršnokoli vključevanje otroka v kakršnokoli spolno dejavnost z osebo, ki je starejša od njega. Pomembno pa je tudi, da zelo velikokrat storilci, torej tisti, ki zlorabljajo, imam veliko izkušenj na tem področju, rečejo, da je otrok sodeloval, pristal, ampak vedeti moramo, da otrok ne more dati pristanek na katerokoli spolno dejanje in ne more biti odgovorno. Torej, imamo spolne dejavnosti brez kontakta in tiste s kontaktom. To so oralni seks, penetracija, spolno izkoriščanje. Študije so pokazale, pa tudi klinične izkušnje, da 70% dokazano na sodišču, da je prišlo do spolne zlorabe, je ginekološki test ne kaže, da je prišlo do spolne zlorabe. Mi pa seveda najprej otroka pošljemo ginekologu. Seveda, potrebujemo dokaz, ampak v 70% primerov nimamo dokazov na ginekoloških izvidih. Ko govorimo o razširjenosti spolnih zlorab, so statistike zelo očitne. Slovenija je tudi sodelovala v študiji Eden od 5, ki je izvedel Svet Evrope, torej 1 od 5 otrok ljudi je doživel spolno zlorabo, 1 od 6 dečkov in 1 od 4 deklet. Mi smo na Hrvaškem leta 2006 naredili raziskave in tudi dobili statistiko 1 od 5 in tudi Slovenija ima zelo podobno statistiko. Torej, kar vemo iz literature, iz raziskav, to so rezultati anonimnih študij, to so pravi rezultati, ampak samo za 10% spolnih zlorab je javnih, oziroma ni javnih, ampak za njih vemo, so prijavljene. Samo 10%. Velikokrat ljudje vprašajo, strokovnjaki in nestrokovnjaki, kako razlikovati vedenja tistih, ki so zlorabljeni in tistih, ki niso zlorabljeni. Gre za 3 karakteristike, torej razlika v moči, oče, dedek, trener, razrednik. To so ljudje, ki imajo moč nad otrokom, potem obstaja razlika v znanju. Torej, ta, ki zlorablja, veliko več zna od otroka in razlika v zadovoljstvu, zadovoljevanju. Torej, tisti, ki zlorablja, dela to, da bi zadostil svojim potrebam. Policija še bolje ve, kolegi, ki so tukaj prisotni, tudi če tisti, ki zlorablja, prizna krivdo, bo rekel, tudi otrok je užival, njemu je bilo lepo, njej je bilo lepo. Torej, storilcu je važno, da je otrok tudi užival, kajti potem bo tudi sam še bolj užival.
Ko govorimo o spletnem, torej internetnim zlorabi, spolni zlorabi, se ta deli na 3 kategorije. Tista, ki poteka samo na spletu, online, otrok pošilja slike in posnetke in storilec se ne želi srečati s tem otrokom, z žrtvijo, samo torej sprejema ta material, slikovni material, potem zloraba v živo postane tudi zloraba na spletu. Torej, če se zloraba zgodi v živo, se posname, se poslika in potem se objavi na spletu zaradi izsiljevanja. Potem pa še tretja oblika, zloraba na spletu postane zloraba v živo. Torej, otrok pošlje spolni material, gre za tako imenovani sexting, potem se žrtev in storilec srečata in pride tudi do zlorabe v živo. Pozabila sem na začetku omeniti, prosim, ne slikajte risbic otrok in videov. Prosim vas, imam soglasje samo za uporabo, ne pa tudi za deljenje. Z sodobnimi tehnologijami je možnosti za zlorabo še več. Torej, veliko je seksualiziranja otrok v medijih in otroci, čeprav vedo, da obstaja veliko zlorab na spletu, še vedno objavljajo slike nagih otrok na spletu, na socialnih omrežjih. Naša poliklinika je delala raziskavo iz leta 2019, da imajo danes skoraj vsi otroci pametne telefone. Lahko pridejo do oblik, imamo tudi vedno bolj razširjene spletne strani z otroško pornografijo, ki se ne morejo odkriti z brskalniki, ampak morajo priti na dark web in morajo dobiti poziv za neko skupino, kjer dobijo veliko nasvetov, kako priti do otrok, do otroške pornografije. Še ena študija iz leta 2018, 75% mladih odraslih je izjavilo, da jim je storilec situacijo predstavil kot igro in tudi obljubil darila. In 30% mladih je povedalo, da so jim grozili. Torej, oni so bili zavedeni, prišlo je do groominga, napeljevanja. Torej, storilci najprej ustvarijo odnos z otrokom, poiščejo otroke, ki so ranljivi, ki imajo težave v družinah, doma, ki želijo pobegniti od doma in ko vidijo, da imajo ta kontakt z otrokom, potem začnejo z vsebino, ki je seksualne narave in potem ugotovijo, ali grejo lahko naprej. Če otrok se zoperstavi, potem se tudi oni lahko odnehajo, če pa ne, pa ves čas torej vrednotijo to tveganje, ali lahko grejo še naprej, ali bo otrok komu povedal, preverjajo, kdaj bo otrok sam doma, kakšne ima gesla, kdaj so starši doma in tako naprej. Otroci, s katerimi sem sodelovala, kjer so jih napeljevali preko spleta, deklice skoraj vse menijo, da gre za dober odnos. Nihče jim ni grozil. One so se zaljubile v te storilce, ker so bili tako blizu, ker so bili tako topli in prijetni. In ta odnos se jim je zdel, da je dobre narave, da je dobro nameren. Tukaj imamo velik vzorec, študije iz leta 2015, 14% žrtev je prijavilo, da so storitelji uporabili digitalne naprave, potem 42% žrtev, ki so bile zlorabljene, so priznale, da je odnos se začel na spletu s storilcem. 47,3% je izjavilo, žrtev je izjavilo, da so jih storilci pozvali preko spleta, 49,5% žrtev je povedalo, da je storilec slikal
screenshotov material in potem jim je grozil kasneje. Vsaka 5. žrtev je prijavila delitev slike, to je delal storilec, in 14% žrtev je navedlo, da so bile spolno zlorabljene strani drugih prestopnikov, ki so vedeli za ta material, posneti material. V letu 2015 in 2016 je na različne strani v Evropi bilo postavljeno 4,4 milijonov slik in videoposnetkov zlorabljenih otrok in do leta 2017 se je podvojila, torej na 8,2 milijonov materijala. Torej, kako zelo narašča deljenje takšnega materijala. Leta 2015, poglejte, primerjava Evrope in Severne Amerike. 2015 je imela Severna Amerika več tega materijala zlorabljenih otrok, več materijala se je distribuiralo, potem pa je leta 2016 padla ta številka znatno v Severni Ameriki, v Evropi pa narasla. V Aziji pa imamo zelo majhne številke, kot vidite. To je težko pojasniti. Kar se dogaja pri digitalni zlorabi, gre za izraze bližine, nežnosti, torej ne samo za vzpostavljanje kontakta, ampak tudi garancija, da je ta kontakt, ta stik tajen. To je zelo pomembno za storilce. Vloga sodobnih tehnologij pri spolnih zlorabah otrok, tukaj ni fizičnega stika, to pomeni, da otrok se ne počuti tako neugodno, ker ni živega stika, a poveča pa se verjetnost, da bo otrok ta odnos imel za normalnega. Veliko se izmenjuje tudi denar, torej v primeru groominga, potem pri sextingu pa se potem stopnjuje do spolnega izkoriščanja, torej da bo nekdo dobil ta material, ko se je zloraba že zgodila. Prav tako sodobna tehnologija omogoča tudi brisanje sledi za prikrivanje identitete in otroku olajša desenzibilizacijo. Torej, če presežemo otrokove meje, se lahko otrok malo umakne in potem spet preizkuša te meje naprej. Za storilce ni več treba iti na igrišče, okrog šole, ni potrebno iskanje otrok, kajti preko spleta je minimalno tveganje, da jih bodo prijeli, ko bodo iskali žrtve, in lahko tudi tako lažje pride v stik z otrokom. Ko govorimo o sextingu in sextortionu, torej mi zdaj izvajamo v srednjih šolah raziskave in pilotna raziskava je pokazala, da večina srednješolcev pravi, da so že v osnovni šoli izvajali ta sexting, da so pošiljali slike s spolnimi dejavnostmi ali videoposnetke, in na Hrvaškem je 40% mladih od 15 do 20 vključenih v sexting. Iz leta 2015 je ta študija. Odkrili pa smo tudi v pilotni raziskavi spoznanja, da že v osnovni šoli se sexting izvaja. Od 13 do 19 let stari otroci izvajajo sexting. To so študije iz leta 2014 in naša pilotna raziskava je pokazala, da polovica otrok, mladoletnih otrok, prejema spolne vsebine s spolno vsebino. Torej, sextortion oziroma spolno izkoriščanje. 75% otrok je poslalo slike s spolno vsebino pod prisilo in to izsiljevanje je trajalo 6 mesecev in 50% otrok se nikomor tega ni izdalo, nikomor ni povedalo za ta sextortion.
Torej, ne glede na to, ali gre za digitalno zlorabo ali spolno zlorabo v živo, to je dinamika, ki povzroča travme. Torej, otrok gre skozi seksualno travmo in otrok se počuti izdanega, nemočnega in otrok je stigmatiziran. Otroci, ki so spolno zlorabljeni, so seksualizirani, njihovo vedenje je seksualizirano. Kot ste videli na risbicah, oni pokažejo neobičajen interes za svoje in tudi tuje spolne organe. Torej, veste, da otroci, ki so v vrtcu, raziskujejo telo, masturbirajo. Če pa 4, 5, 6-letniki zelo pogosto se samozadovoljujejo, je lahko to eden izmed znakov, da gre za spolno vzburjene otroke. Potem risbice, ki ste jih videli, ki imajo spolne detajle, potem izjave. Danes nisem mogla spati zaradi očeta ali brata, ne maram te igrice z jezikom. Prav tako zlorabljeni otroci mešajo občutke bližine s spolnimi čustvi. Torej, mi, ki delamo s zlorabljenimi otroci, mi torej tudi otroke ne smemo vzeti v naročje ali jih objeti, kajti oni bodo vse to tolmačili kot spolni dotik. Torej, ko otroci govorijo z vami, če gre za primer spolne zlorabe, to so zelo občutljivi otroci na vse, kar doživljajo kot grožnjo njihovi varnosti. Vse jih lahko ogroža, zlasti osebe, ki imajo avtoritete. In to smo vsi mi, ko otroci pridejo do nas, ali ste v šoli, v policiji, ali ste na sodišču, imajo občutek nemoči. Zamišljajte si otroka na sodišči, majhno samospoštovanje, imajo občutek nemoči, sram jih je. Aha, boste slikali, tako? Ko se nekateri dogodki, situacije zgodijo, ki jih spomnijo na zlorabo, ko pride do tega sprožilca, se otrok umika, slabo se počuti, recimo otrok na sodišči. To ni nujno grožnja, je samo sprožilec. Otrok se mora počutiti varno. Mi vemo, da je v zdravstvenem domu, na policiji, na sodišči otrok varen, ampak ali se on tudi počuti varno? Če se ne počuti varno, ne boste dobili veliko odgovorov. Kaj je sprožilec za otroka? Lahko je to nek zvok, vonj, parfum, morda ste vi podobni osebi, storilcu, ki ga je zlorabljal. Morda neko mesto, ki ga spominja na zlorabo. Sprožilci v odnosu med nami in otrokom so zelo močni, torej neuravnotežje moči. Če nismo zainteresirani, neobčutljivi, torej postavimo otroka v sodišče, v ordinacijo in rečemo, no zdaj pa mi povej, kaj se je zgodilo, kako bi se vi počutili, zdaj pa povejte mi neko travmatsko izkušnjo in potem posluša še nekdo zraven, kako bi se počutili. Če otrok nima občutka kontrole, če mu ni pojasnjeno, kaj ga čaka, kaj bo sledilo, on nima kontrole nad tem dogodkom, ne ve, kaj se bo na sodišču zgodilo. Morda ima občutek, da bo sam šel v zapor, on je v podrejenem položaju, počuti se nesiguren, je izpostavljen, mora se pogovarjati s policijo in tako naprej. V kakšni meri so ti faktorji prisotni? Poznam situacijo, mislim, da so ti faktorji, dejavniki prisotni in
Če se otrok počuti nesigurnega, če ga situacija spominja na zlorabo, se otrok počuti anksiozno, strah ga je, sram, žalosten je, počuti se nemočnega, vrti se mu v glavi, ima vročino, glavobole. In kaj se zgodi? Če se počuti tako, potem seveda dela vse, da se temu izogne, torej gre ne kaže nobenih čustev, negira vse, ali pa sodeluje, ali si bežala, ja, ali ti je slekel hlačke, ja, torej ni sodelovanje. To so vse obnašanja, da bi se oni izognili, ker se ne počutijo varno. Zato moramo mi vedeti, kako se obnašamo do tega otroka. Kakšne so posledice šolski neuspeh, zapuščanje šole, drugačna predstava o samem sebi? Z mano nekaj ni v redu, če se mi je to zgodilo. Svet ni varen prostor. Otrok se bo umikal, bo anksiozen. V Italiji je študija pokazala, da 30% prostitutk imelo izkušnjo zlorabe v otroštvu. Študije so pokazale tudi nekaj drugega. Otroci, ki so bili spolno zlorabljeni, so pogosto depresivni. To je najpogostejša posledica spolne zlorabe. Imajo tudi znake posttravmatske stresne motnje, anksioznosti in na to pa vpliva dejavnik, kdo je tudi storilec. Koliko dolgo je zloraba trajala, kolikokrat se je zgodila, ali so komu to povedali, kakšna je bila reakcija ljudi, ki so to slišali. Večini otrok se zgodi, ko razkrijejo zlorabo, da je prvo vprašanje mame, zakaj tega nisi prej povedala. V sistemu jih isto vprašajo, zakaj tega nisi prej rekla, se pravi, ti si kriva, ker tega nisi prej priznala. Iz svojih izkušenj vam lahko povem, delala sem vsaj za 1600 zlorabljenih otrok, s tem vprašanjem jih povsem ubijamo. V skladu z raziskavami, otroci, ki so žrtve zlorabe, pogostejše poskušajo storiti samomor kot otroci, ki imajo drugačne travme. Pred nekaj leti sem v literaturi našla, da so kar 4-krat več poskušali storiti samomor. Torej obstaja veliko večje tveganje, kar 13-krat višje tveganje, da bodo ti otroci želeli storiti samomor. Sedaj pa še na kratko o značilnostih oziroma o dejstvih spolne zlorabe. Ta dejstva so znana, vendar jih velja podčrtati. Večina storilcev so moški, kar 87 do 95%. Poznamo pa tudi primere zlorabe strani ženske. V svojih primerih sem imela 5 žensk, se pravi med 1600 primeri otrok, ki so bili zlorabljeni. Mislim, da se pravzaprav zlorabe strani žensk manj prijavljajo. Če otroka oziroma fanta zlorablja starejša ženska, se nekako to razume kot mogoče bolj sprejemljivo, kot pa v obratni situaciji. Tukaj vidite prikaz po spolih. Moški zlorabljajo otroke v 90%, ko gre za deklice, in ženske v 6%. Ko pa govorimo o fantkih, pa moški zlorabljajo v 86% primerov, ostanek pa ženske. Prav tako je treba povedati naslednje. Sodelovati moramo s pravosodjem, da se ne uporablja telesna prisila. Sodniki recimo sprašujejo, ali je šlo za fizično prisilo. Ne gre za prisilo. Otroka nagovorijo zato, ker je storilec oče, dedek, brat, se pravi, otroka se nagovori. Do zastraševanja pride šele kasneje. Če boš to nekomu razkril, bom ti to in to naredil.
ko storilci rečejo, tudi ona je uživala, spolno vzburjenje je avtomatska reakcija, ampak to ne pomeni, da je otrok zares užival. Tukaj je pa slika ene moje klientke. Prav tako moramo vedeti, da otroci redko kdaj govorijo o lažnih obsodbah. Delala sem tudi socialno službo in lažne obtožbe se največkrat pojavljajo v družinah, kjer se starši ločujejo. V skladu z literaturo naj bi bilo vseh lažnih obsodb v 2%. Ko pa gre za ločitve, pa je ta delež kar 12 do 50%. Večina zlorabljenih otrok so zlorabljeni strani znanih oseb. 90% otrok pozna svoje storilce. V Sloveniji je 61% otrok, ki so bili zlorabljeni znotraj družine. Takšne podatke najdemo tudi v svetovni literaturi. Tretjina zlorabljenih otrok je zlorabljenih strani očimov. 10% otrok pa je takšnih, ko jih nekdo od zunanjih oseb izsiljuje. Prav tako je pomembno naslednje. Včasih me na sodišču vprašajo, kakšne so posledice. Otroci stari 9 let nimajo posledic, ampak bojo imeli posledice kasneje. Vedeti moramo, kadar delamo kot sodni izvedenci, da posledice niso vidne sedaj, postanejo vidne šele potem, ko otrok razume, kaj se mu je zgodilo, se pravi, ko je v puberteti ali pa ko doživi prvi spolni odnos. Strokovnjaki se ne strinjajo še v nečemer, ampak sem to dobro preučila. Nekateri pravijo, da ko nekdo gleda otroško pornografijo, je to varstvo pred tem, da ne bo napadlo otroka v živo. In menijo, da njih ni treba kaznovati. Raziskave pa so pokazale, da je otroška pornografija jasen znak pedofilije. Gre za močni napovedovalec o spolni zlorabi otrok. Prav tako se je pokazalo, da 30% tistih, ki zbirajo gradivo, je že obsojenih za spolni napad nad otrokom. Se pravi, gledanje otroške pornografije je absolutno dejavnik, ki nam napoveduje, da oseba, ki ne bo več zadovoljna zgolj z videoposnetki in z slikami, da bo v določenem trenutku se spravila na otroka. Prav tako vemo, da otroci pogosto molčijo o spolni zlorabi in da vprašanje, zakaj tega nisi prej povedala, vsebuje jasen odgovor. Številni otroci torej nikoli ne spregovorijo o spolni zlorabi. Preskočili bomo posnetek, kajti ne bomo imeli dovolj časa. Otroci z razvojnimi težavami so kar v 3-krat večjem tveganju, da bi se jim zgodila zloraba. Najranljivejši pa so tisti, ki imajo motnje v duševnem razvoju. Kar 4,6-krat več tveganja je. In ti otroci dostikrat pridejo k meni kot izvedenki in tak otrok, ki ima težave v duševnem razvoju, njegov odvetnik trdi, da ta oseba oziroma ta otrok ni verodostojna priča. Pa še kako je lahko. Kolegi, s katerimi smo sodelovali, veste, da je to povsem možno. Kako nagovarjajo otroke, prikazujejo sprevrženo realnost. Eden od očetov je rekel otroku, da to vsi počnejo na Švedskem in pravijo, tudi tebi je to všeč, tudi ti si to želela, tebi je tudi lepo. Ali pa rečejo, nihče ti ne bo verjel. Prav tako pravijo, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi mami ali pa da boš šla v določen dom. Če mama stopi na stran storilca, potem
to še vedno ostane družina, ali pa otrok gre v rejništvo ali pa v neko ustanovo. Zakaj otroci molčijo? Raziskave so pokazale, in to na globalni ravni, in to, kar sodniki in državni odvetniki morajo vedeti, na svetu od začetka zlorabe do trenutka, ko oseba razkrije to zlorabo, mine 10 do 16 let. In zato vprašanje, zakaj tega nisi prej rekla, nima smisla. Če je tako v svetu, zakaj bi bilo pri nas kaj drugače? Po določenih raziskavah 1 mesec do 56 let naj bi trajalo to obdobje. Ko otroci rečejo, ali jim bomo pomagali, ali pa jih bomo dodatno traumatizirali. Največji izvor ponovne traumatizacije so ponovni intervjuji, mora povedati v šoli, potem strokovni službi, centru za socialno delo, policiji, sodišču, sodnemu izvedencu, se pravi več izpraševanje, nestrokovno delo, potem ponovno pričanje na sodišču, to vse je razlog ponovne traumatizacije. In zato otroci rečejo, bolje bilo, da ne bi nič povedala, kajti sedaj mi je še huje. Se vrnem nazaj. In meni otroci večkrat pravijo, bolje bi mi bilo, da ne bi ničesar povedala, kajti z ponovnim izpraševanjem in ponovnim dokazovanjem, da ne lažem, mi je sedaj še toliko huje. Jaz sem dobila naslov od Andreja in povedala vam bom nekaj o tem intervjuju, kako se pogovarjati z otrokom. Zelo težko je otroku, ki pride na sodišče in ga vprašajo, pripoveduj mi, kaj se je zgodilo. Torej, gre za proces. Otrok nam ne bo kar cele zgodbe povedal. Če ga jaz pozovem drugič, tretjič, bo vedno več povedal in to ne bo za njega travma, ker ti gre za isto osebo, ki ga sprašuje. Če pa boste vedno imeli nekoga drugega, ki bo postavljal vprašanja, potem se bo otrok umikal vase, vedno bolj bo zadržan. Mi, ki delamo starši in otroki, vemo, da mama ponavadi ne sodelujejo. Mame, na žalost, iz mojih izkušenj se postavijo na stran storilca. Literatura pravi, da ni tako, in v mojih primerih je bilo tako. Mama se je postavila na stran storilca in potem jaz mame ne morem vključiti v ta proces in zelo sem jezna na te mame, kajti mama nam je potrebna za podporo otrokom. Tukaj zdaj res nimamo časa govoriti o tem, kako niso verjeli otrokom. Nekateri otroci vedo, da svet odraslih meni, da so te teme zelo resne in potem raziskuje ta misterij ali pa gre za lažno obsojanje. Tukaj imamo literaturo iz leta 1984, kjer pa pravijo, da vsi otroci lažejo, da je treba verjeti odraslim. Zdaj pa vemo po najnovejših raziskavah, da se otroci lahko spomnejo, kaj so doživeli med 28. in 36. mesecem. Če imamo otroke, recimo otroka starega 10 let, ki funkcionira na stopnji 4-letnika, še vedno lahko dobimo od njega informacije. Ampak kontaminacija dokazov in če nimamo pravih tehnik intervjuja, potem bo otrok izpadel neverodostojen
otrok bo dobil sporočilo, da je kriv sam, da ni kriv storilec in tako naprej. Zato je zelo, zelo pomembno. Mi smo imeli v Sloveniji trening z Ministrstvom za pravosodje, smo sodelovali. Kakšen je protokol za intervjuje, kako se izvesti intervju na pravilen način, da imamo stik z otrokom in kako pristopiti k otroku, ki je žrtev. Protokol ima 11 stopenj. Na 4. stopni šele začnemo govoriti o primeru. Prve 3 faze so zelo pomembne, zato je pomembno, da smo s Ministrstvom za pravosodje in centri za socialno delo in tudi klinični psihologi delamo skupaj te treninge, da ne sprašujemo direktno otroka, povej mi, kaj se je zgodilo. Ko spostavimo odnos, ko vidimo, kako otrok funkcionira, potem šele omenimo primer in se pogovarjamo o primeru. Lahko traja 45-50 minut ta celoten intervju. Gre za protokol in v uvodnem delu moramo tudi ugotoviti, kakšen jezik otrok uporablja. In ne uporabljamo vprašanj, ki jih otrok ne razume. Na sodišču namreč včasih uporabljajo pravni jezik. Tudi jaz ga včasih ne razumem. Kako ga bo razumel otrok? Aha, ali ste razumeli? Leto in pol je trajal proces, ona je uporabljala psevdopojme in za njo je pomenilo posilstvo, da imaš spolni odnos. In kako pomembno je bilo sodelovanje s strokovnjaki, da smo to ugotovili. Slišala sem na Svetu Evrope sodnika, ki je rekel, sodnikom ni treba biti strokovnjaki, ampak morajo pa vedeti, kje so strokovnjaki in kako jih poiskati. In to je ta medsektorsko sodelovanje in multidisciplinarnost. Torej, ko jaz vzpostavim odnos z otrokom v prvih 3 fazah, ko govorimo o družini, o otroku, prijatelji, torej, da se zanimam za otroka, ne samo za ta dogodek. Če otrok nariše, lahko nariše, če je mlajši, risbico, če ne zna povedati. Interpretirati to risbico, ne pa jaz. Če je otroku neprijetno, mu dajte več časa. Uporabljate besede, ki jih otrok uporablja, recimo za spolovilo, potem uporabljamo te besede. Pomembno je, da imamo odprta vprašanja. Opiši mi, povej mi, pripoveduj mi, torej ne kako, zakaj, kaj. Usmerjena vprašanja niso primerna. Torej, slišala sem, da se te je dotikal po spolovilu, po zadnjici. Takšna vprašanja niso primerna. Tukaj vidite odprta vprašanja, potem fokusirana vprašanja, usmerjena vprašanja. Zelo so pomembna tudi vprašanja da, ne, ali te je kdaj se dotikal po spolovilu. Torej, gre za parna vprašanja. Pripoveduj mi, torej, da otrok uporablja svoje besede, svoj jezik. Tako gremo nazaj, ali ste slikali? In seveda otroku ponuditi mesto in čas za naslednji razgovor, ampak z isto osebo, ne z drugo osebo. Zdaj se bližamo koncu in pokazala vam bom primer, kako mi delamo, izvajamo te intervjuje. Nekateri od vas ste bili pri nas na polikliniki, obstaja že 17 let. Torej, to ni privatna, moja zasebna poliklinika, je v mesto Zagreb ima takšno kliniko, upam, da bo tudi Ljubljana odprla takšno polikliniko. Mi imamo v Zagrebu know-how in mi imamo medsektorsko sodelovanje, torej vsi ti strokovnjaki, ki ste danes tukaj, sodelujemo na vsakodnevni ravni.
naši sodelavci si izmenjujejo izkušnje, pišejo, kličejo po potrebi vsem tem institucijam. Imamo tudi sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje, da otroku ni treba iti na sodišče, da pride k nam v forenzične prostore, tisti, ki ste bili pri nas, to veste, to je ta prostor in tukaj ni nobenih motilcev, nobenih motenj, torej ne preveč igrač, ne preveč svetlobe, da se ne odvrne pozornosti otroka. Tukaj vidite sodnika, državnega tožilca, socialnega delavca, vsi, ki morajo to spremljati, oni postavljajo vprašanja meni, jaz sem strokovnjakinja, ki se pogovarjam z otrokom, jaz prilagodim vprašanja otrokovi starosti, statusu, mentalnim motnjam. V prvih 3 fazah jaz otroka spoznam, potem jaz z otrokom se pogovarjam. Vsi naši zaposleni 35 sodelavcev je usposobljenih in potem meni, sodnik, odvetnik in tako naprej, povedo vprašanje in jaz otroku prilagodim vprašanje. Vse se posname in posnetek dobi sodnik, državna tožilka in otroku potem ni treba iti na sodišče, na postopek. In v konvenciji za zaščito otrok je to ravno tudi omenjeno. Včasih sodniki niso hoteli priti, niso smeli iti ven iz sodišča, danes ni tako. Preškrkovno sodišče pri nas več ne obstaja. Če gre za digitalno zlorabo ali zlorabo v živo, otroka ne moramo zaščititi, če mi vsi ne sodelujemo medsektorsko in interdisciplinarno in če nimamo hitrih sodnih postopkov. Jaz imam veliko izkušenj z otroki in otroci so lahko veliko bolj traumatizirani kasneje s vsemi temi postopki kot samo zlorabo. In tukaj bi jaz nehala, ali imamo morda časa za nekaj vprašanj. Profesorica zasluži en aplavz.